želimo skupaj dati podporo zbiranju podpisov proti prostorskemu načrtu. Ta podpora je seveda že oddaleč nazaj, ampak danes smo tukaj skupaj zato, da pokažemo, da vendar nas je več, ki verjamemo v to, da dokument, kot je prostorski načrt, ne more iti v življenje za to umazanijo na sebi. Umazanijo, ki govori o mešetarjenju za zemljišči. Umazanijo, ki govori o tem, da so področja, na katerih bi naj gradili, tako poplavna in še kako poplavna, da imamo slike, kjer labodi plavajo tam, kjer bi Jankovićevi sinovi in Elekta naj gradili hiše. Labodi so plavali v prejšnjih dneh. Torej, kdo lahko reče, da je prostorski načrt usklajen tudi z ozirom na to, koliko so področja poplavno pač urejena oziroma zavarovana. Naslednje. To je samo dokaz, da je stroka, Slovenska akademija znanosti in umetnosti že davno pravilno opozorila na to, da je prostorski načrt strokovno nesprejemljiv. Ampak morali smo imeti poplave, da smo to lahko v življenju videli. Jaz sem bila med ljudmi, bila sem na področjih, kjer se je videlo v novih zgradbah, torej na Barju, je plavala voda v kleti, v teh pritličnih prostorih. Torej, plavalo je vse. V tistih hišah, ki niti fasad nimajo, ki se še ne začenjajo graditi. Da nas to dovolj ne poduči, da nam narava ni dala dovolj močnega signala, da nam ne daje dovolj močnega signala to, da nekdo lahko zasluži z takšnim pristopom, ki je primeren samo za njega, 6 milijonov evrov. Če na to ne znamo odreagirati kot družba, pri tem, da ljudje živijo resnično v pomanjkanju. Včeraj, ko sem bila na Dravljah, ko govorijo o tem, da ne zmorejo plačevati več teh položnic, ko mi pokažejo igrišče, edino zeleno cono, tam, kjer 5000 ljudi živi, ki jo želijo z novim prostorskim načrtom tem ljudem vzeti. Ko sem v Zalogu, kjer je in čistilna naprava, Koto, kjer so farme, kjer je pravzaprav vse obremenjeno glede, kar se tiče počutja prebivalstva, maksimalno, pa vendar se tisti prostori, ki bi naj služili in lokacije, ki bi naj služili kvaliteti življenja, so namenjeni, seveda, gradnjam so namenjeni izključno kapitalu. Torej, to je to, proti čemur se moramo boriti in proti čemur izjemno podpiramo civilno inicijativo in vabimo ljudi, da oddajo svoj podpis. Vemo pa istočasno, da vlada danes strah, v Ljubljani vlada strah, ljudje si ne upajo povedati, kaj mislijo. Prišli smo tako daleč. Ne upajo dati podpisov zaradi tega, ker se bojijo, kakšna kazen jim sledi jutri. Torej, ali smo si želeli takšno demokracijo? Ali imamo po 20 letih osamosvojitve še občutek svobode? Zastopam ministra za čisto pitno vodo in bom povedal naslednje. Plan, ki je dolgoročen, bo trajno zabetoniral razmere v mestu. Na ta plan se je odzvalo 6 do 7 tisoč ljudi, ki so imeli konkretne zahteve, kaj hočejo graditi. Nobenemu ni bilo odgovorjeno ne s sklepom, ne z odgovorom, ni mu bilo pojasnjeno, kaj je z njegovo pobudo. Podobno kot velja za tržnico, nihče se na to preprosto ne odzove. V mestu je zavladal tako imenovani bandičizem, v Zagrebu so kulturniki zasedli mesto, so se usedli, podobno bo tudi za tržnico, ki je naslednji referendum, podobno bo tudi za območja, ki se hočejo pozidati. Ne da bi bila urejena odvodnja, ne da bi bile osnovne stvari urejene. Gre za principe nedemokratičnega vodenja mesta, podobno kot je bilo to v Pančevu ali v Zemunu, ki je zemunski plan urejal razmere. Povezanost s podzemljem in s kapitalom, ki prihaja nenadzorovano v ta prostor in se odliva nenadzorovano iz tega prostora, bo Ljubljančane in Ljubljančanke dolgo tekla.
Gre za prihodne rodove, gre za naše vnuke, za naše otroke, ki ne bodo imeli mesta pri odločanju o vsebini in o življenju, o svojem delu in tako naprej. Gre tudi za Slovenijo, Ljubljana je Kapitolij, glavno mesto, gre za študente, ki prihajajo, gre za ljudi, ki bodo prihajali iz sveta in bodo videli, kakšno mesto in kakšni odnosi vladajo v Sloveniji, ki je ne srednje evropsko mesto, ima drugačne principe demokratičnega življenja. Posebej bi poudaril to, da zadeve, ki se dogajajo tudi zoper kulturo. Špica je uničena, Uršulinska cerkev je počena zaradi slabe graditve, najstarejša ljubljanska cerkev, cerkev svetega Petra, ki ima freske neprecenljive vrednosti, je načeta. Preprosto gre za način, kako z kozmetičnimi popravki ali kozmetičnimi rešitvami ali s kozmetičnimi prireditvami z zadevami panele circenze izriniti iz mesta pravo kulturo in jo nadomestiti s kvazi pop kulturo. Hvala lepa. Pobudnikov, svoje tega referenduma. Jaz bom zelo kratek, tam je Domina že v zadnji. Da ne na glas govorim, verjetno. Jaz sem povedal nekaj bistvenih dejstev. Prvo dejstvo je to, da pri tej špekulaciji z zemljišči na najboljših kmetijskih zemljiščih gre za 700 hektarjev. Drugo je, da nadomestna zemljišča, ki morajo biti usposobljena kot kmetijska, pomenijo krčenje 700 hektarjev gozda. In tretje, kar je, da zazidava, ki gre, rekel bi, presežna zazidava, je pretežno na Barju. Stanje je približno tako. Na Barju ima družina Janković v delu sosesko, ki je velika toliko, kolikor je velik Štepanec, da boste dimenzijo razumeli. Ampak ob Litijski cesti imamo mi 4 Štepance, tudi načrtovane. Tisto, kar je osnovni problem je kje, da v programi za naslednje obdobje teh investicij nimamo noter, to se pravi tudi Jankoviće. Kar pomeni, da iz naslova stanovanjske gradnje mi ne rabimo tega plana. To je prvo, kar je treba vedeti. Drugo, kar je treba vedeti, je pa sledeče. Ta trenutek se dogaja bitka, v bistvu, a je kriva država ali je kriva občina za te poplave, predvsem za tisti del na Viču. Tukaj se seveda bitka politična bije med tem, ali bo naveza Janković-Kersalova premagala navezo Pahor. Stvarna resnica je pa seveda v tem, v tej bitki na Levici. Stvarna resnica je pa v tem, da je civilna zaščita in njen poveljnik Janković kriv bolj kot država za tisto, kar se je zgodilo na Viču in seveda predvsem je kriv iz naslova načrtovanja v tem IPN-ju. Zakaj? Obrambni načrt civilne zaščite predvideva en razbremenilnik iz Viča na Barju. V IPN-ju obljubljajo 2, ki jih ne morejo realizirati. Na vsak način je pa vse skupaj zgrajen na to, da Ljubljana ne bo nič naredila za poplavno varnost, da bojo vse morali narediti te zadrževalniki, v resnici mora biti to kombiniran sistem. Tako da nekaterih, ki tukaj ni na desnici, zdaj med nami, recimo gospe Kucler, mislim, da je to lastno NSI-ju, da čaka, kam se bo bitka na Levici zgodila. Zdaj bo šla Metka Tekavčič skupaj proti Pahorju z recimo Jankovićem, čaka to in čaka, kam se bo nagnila. NSI, kam se bo nagnila v podpori referenduma. To se pravi politična špekulacija. NSI je pa dvakrat upleten v zadevo. Prvič, da se je na enem od glavnih zbiralnikov pri Plutalu zgodila zazidava na zemljiščih, ki so bila takrat v lasti holdinga, Voke, to je iz let
95 do 2000, za časa Rupla in za časa holdinga od Vidmarja. In seveda zdaj imamo tam eno ogromno Gorenc DOO, eno ogromno hišo, ki je branila te vode, da niso sploh na barje šle. Z Viča vode sploh niso na barje šle. In drugič, gospa Kučner Dolinar je bila v službi pravnica v skladu kmetijskih zemljišč, ki ne čisti svojih odvodnih jaškov. Kot osnovni problem, zakaj iz Viča ni voda prišla niti do Curnovca ne. Kaj šele iz Curnovca proti Ljubljance? Bar je bil suh, Vič je pa plav. To je vse. Hvala lepa, jaz sem pa Janez Žagar, kandidat Slovenske ljudske stranke za župana v Ljubljani in nosilec liste Slovenske ljudske stranke za mestni svet Ljubljana. V Slovenski ljudski stranki Ljubljana smo že vse skozi, še v času sprejemanja osnutka in v času sprejemanja predloga izvedbenega prostorskega načrta opozarjali, da se ne loteva detaljno v posameznih krajih, niti ne upošteva pripomb prebivalstva lokalnega za ta bodoči razvoj Ljubljane, ampak se je vse to obšlo. Opozorila četrtnih skupnosti so bila več ali manj povožena. Če si hotel kot nek osveščen državljan dati kakšno pobudo, so ti rekli, da nisi stranka v postopku, ko si hotel dati predlog, ki ni zadeval tvojo osebno parcelo. Mi smo na to vse skozi opozarjali in ta plan je nedodelan že šel v sam sprejem. Pač neki so obdelali, kjer so imeli interes, okolica Ljubljane, moram reči, je ostala totalno v fazi iz leta 1986 s pač nekoliko spremembami. No, mi smo vse to opozarjali in jaz pravim vedno, boljše je preventiva kot kurativa. Če mi v tem hipu zavremo veljavnost tega dokumenta, se bojo zadeve mogoče še dalje toliko sanirati. Če pa zdaj ta zadeva uide v veljavnost, pa preden preidemo na kurativo v novem mandatu, se lahko v teh šestih parih mesecih zgodijo tako velike napake in škoda, ki jo ne bo možno več popraviti. Poglejte, to poplavno stanje je samo dalo piko na i, potrdilo, da ta plan, ta prostorski načrt ni v redu. Mi vemo, da ga je zelo šibka večina sprejela tudi na mestnem svetu. Vsa tako imenovana opozicija je bila proti, že to je bil znak. Mi nismo bili v mestnem svetu, smo opozarjali od zunaj in zdaj pravimo, ko pridemo v mestni svet, bomo delali nov plan in zato še enkrat apeliram na prebivalce Ljubljane, da podprejo ta referendum, da se zavrne in gremo v ponovno izdelavo plana v prihodnjem mandatu, ki bo tak, da bo vreden Ljubljane. Hvala lepa. In da je čas do 5. oktobra. Ne pozabite.